Na vrsti je Startup Studio, torej oddaja, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom in gostimo ustanovitelje startup podjetij, predstavljamo njihove vsebine in tako bo tudi danes. Imamo eno zelo, moram reči, zanimivo gostjo, ki ima veliko povedati in verjamem, da bo to pritegnilo tudi vašo pozornost. Z nami je Teja Bajt, ustanoviteljica startupa InnoLab iz Kobarida. Teja, pozdravljena. Pozdravljeni. Govorili bomo o poskusih, ampak o tem malce kasneje. Včeraj ste v Kobaridu imeli kar hudo uro, ne? Je bil to poskus morda, ki ga je vaše startup podjetje pripravilo? Mislim, da bi bilo to zelo, kako bi rekla, grdo od nas, da bi se šli takšen poskus, da bi hoteli narediti točo, tako da ne, je bilo kar naraven pojav. Veliko toče, ne? Tako kot da bi snežilo. Ja, otroci so dejansko leteli iz hiše ven, ker so bili prepričani, da je sneg, tako da sin je že želel iti smučati. Aha, dobro, to ni bil poskus, torej. Ni bil. Ni bil poskus, pa verjetno se takih tudi ne boste posluževali v prihodnje. Raje ne. Torej nekaj osnovnih podatkov. Teja Bajt je molekularna in celična biologinja, izobraževala se je tudi v tujini, kjer je bila raziskovalka. Tam pa ugotovila, da je njeno poslanstvo otroke navduševati nad znanostjo. Toliko sem povedala jaz. Začniva pri začetku, tako kot je običaj in tudi tako kot je prav. Teja, kakšna je bila pravzaprav tvoja, bomo rekli, študijska pot? Kako se je začelo? Kako si prišla do teh molekularna in celična biologinja? Ja, v bistvu že v osnovni šoli me je zelo začelo zanimati, kako je naše telo narejeno, kako lahko poskrbimo za to, da ali ne zbolimo, ali pa ko zbolimo, da dejansko lahko pomagamo telesu, da ozdravimo, ne? To si pač vsi želimo, zdravje. Tako da nekako sem začela vedno bolj drezati v to smer neke medicine, nisem pa si želela mogoče biti zdravnica, ker nekako si nisem predstavljala, da bi morala naprimer enemu bolniku povedati, da ima neko smrtonosno bolezen. Mene bi to osebno res ubilo, no. Tako da občudujem vse zdravnike, ki to so sposobni vsak dan tudi kakšno tako zelo slabo novico nekomu prenesti. Tako da sem šla v smer, kako bi mogoče bila bolj v sferi odkrivanja novih zdravil, novih terapij in tako naprej. In tako me je v bistvu pot vodila do tega, da sem odkrila s pomočjo učiteljice na gimnaziji Tolmin, da dejansko je tista smer, ki mene zanima, genetika. Se pravi, kako mi lahko tiste stvari na zelo majhni ravni preučimo, da ugotovimo, kako pomagati našemu telesu, da se samo bori. In tako je šla ta pot potem na študij v Ljubljano in potem z željo za diplomsko nalogo, ki sem jo opravila na Onkološkem inštitutu Ljubljana, tako da tam sem dobila veliko nekega znanja, kako zgleda, ko si v tistih raziskovalnih laboratorijih, prav zares. In potem je ta pot, ta želja rasla po nekih novih izkušnjah in me pač pripeljala v Veliko Britanijo na Univerzo v Birminghamu. In predno greva seveda k tvoji podjetniški žilici, ki je zrasla prav iz vseh teh izkušenj, znanj in veden. Kaj je zdaj Teja Bajt vse? Kakšne vse nazive imaš? Bolj kot ne deklica za vse, verjetno. Ja, nazivi. Naziv, bom rekla, jih je veliko, ampak v realnosti je bolj tisto, kaj počneš, kot pa sam naziv. Se pravi, ne vem, moje zadolžitve so vse od skrbeti za marketing, se učiti o marketingu, ker logično ljudje nas morajo prepoznati. Potem sem, ne vem, če gledam tako ustanoviteljica, direktorica, tako da teh nazivov in titul lahko veliko sproduciraš, ampak v realnosti, če nimaš kaj pokazati. Razmišljala sem seveda o drugih nazivih, od tistih, ki jih imaš kot, kaj si pač, kaj si doštudirala. No, nisem razumela, se pravičujem. Drugače po izobrazbi sem pa magistra molekularne in celične biologije, tako, če gledamo striktno. InnoLab, istočasno pa seveda tudi to podjetje je pripravilo InnoBox produkt, ki je že znan skoraj da po celem svetu, ampak greva korak nazaj, Teja. Namreč v tej želji otrokom
približati naravoslovje, si najprej imela razne krožke z tega področja po osnovnih šolah. Kako je to teklo? Ja, takrat, ko sem se jaz odločila, da nekako obesim na klin to znanstveno sfero in se vržem v podjetništvo in neko izobraževalne vsebine, smo pričeli dejansko z naravoslovnim krožkom Mali radovednež, kot smo ga takrat poimenovali. In kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da so, se pravi jaz in moje mentorice, ki so bile zaposlene v našem zavodu, učiteljice naravoslovja vse, po izobrazbi smo dejansko hodili po različnih šolah in takrat smo bili prisotni na 24 osnovnih šolah, se pravi v Posočju, na Goriškem, proti Ajdovskem in tudi že v ljubljanski regiji. In imeli smo tam malo več kot 400 otrok upisanih. Tako da to je izgledalo tako, da je bil kot krožek, se pravi popoldanska dejavnost, kjer so otroci izvajali poskuse samostojno ob podpori naših mentoric. No in potem seveda je prišel ta nesrečen COVID, ki je prenekatere stvari, bom rekla, zaustavil, blokiral, ampak vas pa, vašega podjetja pa nikakor ni zaustavil, ampak ste poiskali novo pot in zasnovali poučne eksperimente in jih imenovali InnoBox. Torej, žebljico na glavico, zdaj smo tam, kar je središče tega najinega razgovora in predstavitve. Kaj je to InnoBox? InnoBox, to so v bistvu poskusi za otroke, spravi InnoBox, zakaj smo dali tako ime? Zato, ker je Innovation Box ali inovativna škatla. Se pravi, da je res nekaj novega v njej z vidika otrok. In kar si želimo z InnoBoxom doseči je to, da odkrijemo nove talente otrok, da jim predstavimo naravoslovje, da vidijo, če je to področje, ki jim je všeč. Črpamo predvsem pa iz znanja krožkov, ker tista 4 leta, ko smo imeli krožke, nismo samo mi učili otrok, ampak so tudi oni nas. Zakaj? Zato, ker vemo zdaj, kaj jim je všeč, na kakšen način moramo pristopiti in predvsem videli smo to, da otroci naravoslovja kot takega ne poznajo. Vedo, da je mogoče oče računalničar, da je mama kemičarka, da ne vem, babica je delala karkoli povezanega z naravoslovjem, ampak sami te izkušnje pristne, da naredijo nekaj sami, žal nimajo. V šolstvu pa zato predvsem ni dovolj časa, ker so učitelji preobremenjeni, tako da poskušamo na ta način odkriti mlade talente mogoče, ker smo videli med krožkom, da včasih otroci sploh niso vedeli, da jim je kakšno področje všeč, naprimer. Ja, zato, ker niso bili spoznani z njim. Čisto konkretno, Teja, InnoBox, kaj je to? Škatla in kaj je v tej škatli? Odvisno od katero škatlo izberemo. Naprimer, če zdaj pogledamo za čudežno stekleničko, to je v bistvu kemijski poskus. V škatli otrok prejme naprimer vse snovi, ki jih potrebuje za izvedbo tega napoja magičnega, se pravi, ko zmeša vse tiste stvari v škatli, dobi modro tekočino, ki sama spreminja barve. Zaradi tega, ker je to kemijski poskus, so zraven varnostna očala, ki so certificirana, niso igrača, ampak so prava varnostna laboratorijska očala, laboratorijske rokavice, dejansko vse, kar potrebuje. Kar je tudi zelo pomembno za poudariti, je pa, da ni samo to v tej, včasih se mi šalimo, ni fora samo v tej šari, v tem materialu, ampak je v izkušnji. Se pravi, kaj otrok vidi, kaj se nauči ob uporabi video navodil, to je zelo pomembno zaradi izkušnje same otrok, da jim je čim lažje slediti navodilom, ki so v slovenščini. To se mi zdi najbolj pomemben faktor. Ja, čestitke. Teja, en tak eksperiment si predstavila že, še kakšnega bi radi slišali? Mogoče za pokušino tega, ki zdaj lansiramo na trg v začetku oktobra. In sicer imenuje se razkrinkaj storilca. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu otrok postane asistent forenzikom, ki so dejansko znanstveniki, ki odkrivajo neke določene sledi na nekih krajih zločina, pri nas je to tatvina, ki se je zgodila v enem dvorcu. Tako da forenziki prosijo otroke in detektiv je v zgodbi, ki predstavi, kaj so odkrili na kraju tatvine, da dejansko otrok ima cel pogled v kaj se je zgodilo. Potem pa v škatli razkrinkaj storilca dejansko prejme vse materiale za izvedbo 4 poskusov.
In sicer najprej, naprimer, mora otrok ugotoviti, ker na kraju tatvine so našli skrivno sporočilo in mora v bistvu ugotoviti, s katerim pisalom je bilo tisto sporočilo napisano, se pravi, uporabi znanstveno tehniko kromatografijo. Naslednji poskus, ki ga mora otrok opraviti, je grafologija. Kaj to je? Analizirati mora pisavo, se pravi, vsi osumljenci so mogli napisati sporočilo in zdaj mora otrok primerjati, katera pisava se ujema. Tretji poskus, ki ga opravi, je na kraju tatvine so našli skrivnosten prah, tako da mora analizirati prah in pomagati forenzikom potrditi, če je to res, kar so odkrili, da je naj bi tista snov bila. Četrti je pa, da mora pač primerjati prstni odtis, ki so ga odvzeli na kozarcu, ki je bil puščen na mizici, in primerjati, če se ujema s katerim od osumljencev. Tako da v bistvu naš učni center otroka popelje skozi celo dogodivščino, ker mora otrok v bistvu tudi skozi cel proces, ne? Tako, se pravi, ne samo kot se neka ni fora v šari, ampak je tudi v tem, da imamo učni center, kot ga mi imenujemo sicer, se pravi neka spletna stran, na kateri otrok gre skozi ta postopek, ne vem, naredi en poskus in tam poklika, kaj je odkril in ga potem pelje na naslednji poskus in naslednji. In na koncu izbere, se pravi, 5 osumljencev imamo, kdo je tisti, ki je krivec, oziroma tat. Tat v tem primeru, tako, ne? Ja. In potem tudi opis, zakaj je tista oseba dejansko to storila. Tako da je res taka detektivska zgodba, ob tem pa se spoznavajo z različnimi tehnikami v forenziki. Tega govorimo o otrocih, seveda, ampak te poskusi, kateri starostni skupini so namenjeni? Se pravi, naši poskusi so od 8 do nekje 12 let, imamo tudi starejše otroke, ki jih uporabljajo, ampak načeloma je to od nekje 8 let naprej. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker kot nas nekateri starši vprašajo, zakaj je ista škatla za 8-letnika pa za 12-letnika. Zato, ker ni fora v tem, da moraš ti prilagajati vsebine, ampak je pomembno, koliko otrok razume. Naprimer, jaz, ko sem študirala v Angliji in delala v raziskovalnih laboratorijih, si ti isti poskus delal kot tvoj profesor, ampak jaz sem imela znanja zelo malo, on pa ogromno in je pač lahko potem tiste rezultate pravilno pač pregledal. Tako da enako je pri Inoboxu. Po poskusu imamo še znanstveno ozadje, kot mu pravimo, to pomeni, da otroku predstavimo, ne vem, če govorimo o poskusu risalni robotek, v katerem je elektromotor, otroku po koncu poskusa predstavimo 1-minutni video, v katerem povemo, kje vse v vsakdanjem življenju, naprimer elektromotorje najdemo. Ali otrok ta poskus naredi enkrat in potem je s tem zaključil, ali kako? Za recimo risalni robotek je tako, da ko ga enkrat sestavi, se lahko z njim igra v neskončnost, oziroma dokler niso baterije za zamenjati. Če govorimo o recimo keramičnem obesku ali pa čudežni steklenički, je pa dovolj materijala v sami škatli za ponovitev 2-krat, naprimer. Ampak bolj je tudi to, kaj otroku potem ostane, in tisto, kar mu nikoli več ne moramo vzeti, je znanje, ki ga pridobi ob uporabi, naprimer, teh škatel. Znanje je osnova, tako. In to je zmeri tista rdeča nit in to je tisto vodilo, ko pripravljate pravzaprav tudi te poskuse, ne? Tako, zato smo tudi začeli, da ni samo poskus, ampak nekaj več, se pravi znanje zraven. Kako pa, če si želimo to kupiti, kako pridemo do teh Inoboxov? Inobox trenutno je pač dosegljiv na naši spletni strani, pošiljamo ga pač po celi Sloveniji, tako da to ni neka ovira. Drugače pa tudi na voljo v trgovinah Interspar po celi Sloveniji in trenutno tudi že na Amazon Italija. No, vemo, zakaj v trgovini, zato ker ste prišli na Štartaj Slovenija, je tako, ne? Ja. Drži, tako, ta projekt nam je v bistvu omogočil, da smo začeli sodelovati z podjetjem Špar, tako da smo tudi pač prisotni v Interšparovih trgovinah. Toliko o trgovinah in toliko o tem, kje lahko to dobimo, ker nič ne pomaga, če ne vemo, kje bi to lahko dobili. Ob tem pa seveda ste tudi startup podjetje 2022. Res je, dobili smo tudi, kot bi rekla, nek potrditveni naziv oziroma nek prestižen naziv slovenski startup leta 2022, ki ga podeljuje Startup Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo in pa Spirit Slovenije, oziroma se opravičujem in Slovenski podjetniški sklad, tako bo bolj pravilno.
Tako da smo zelo veseli, ker je to nekako še potrdilo našo idejo in kar pač si želimo početi tudi naprej. Ne samo iz vidika, da so nas stranke prepoznale, ampak tudi podjetniška sfera. Srečno še naprej seveda, ampak vprašanje sodelovanja s Primorskim tehnološkim parkom pa je tudi, ne bom rekla odločilno, ampak pomembno vplivalo na vaš razvoj, ne? Definitivno. V bistvu preden sem kot ustanoviteljica lansirala InnoBox na trg, sem bila tudi del te Startup Akademije, Go Startup Akademije, kjer dejansko se učiš nekih podjetniških veščin. Meni je to zelo veliko pomenilo ravno iz vidika, da sem čisti naravoslovec. Res je, da v Veliki Britaniji smo imeli en manjši modul, v katerem smo se učili o podjetništvu v naravoslovju, ampak za nek startup in nek produkt, ki si ga želiš popeljati v čim več držav, to ni dovolj. Tako da sem zelo vesela, da sem bila takrat sprejeta v ta program, tako v Go Startup Akademijo, kjer sem res v zelo kratkem času, tistih nekaj tednov, dobila ogromno znanja, kako produkt spraviti na trg in tako naprej. To je seveda pohvala delovanju Primorskega tehnološkega parka, ki je brez dvoma močno napredoval od svojih začetkov v teh več kot 20 letih, postal zelo prepoznavn ne zgolj na Goriškem in Sloveniji, pač pa tudi po svetu. Morda na kratko, kako ti vidiš vlogo takih tehnoloških parkov, ampak konkretno seveda Primorskega tehnološkega parka? Definitivno taka inovativna okolja nudijo neko predvsem oporo, podporo. Nekateri ljudje žal včasih se mi zdi še vedno napačno interpretirajo nalogo takšnih organizacij, ker mislijo, zdaj pa pridem tja, pa bom dobil denar. Kakšen denar? Denar moraš ustvariti, prihodke moraš ustvariti sam. Bolj pomembno, kot da ti nekdo da denar, ki je pomemben, ne bomo rekli, da ne, ampak bolj je tisto znanje, da lahko hitro... Znanje in veščine, da prideš do denarja, ne? Da prideš do denarja, da hitro potrdiš ali ovržeš svojo idejo, spremeniš produkt, kot smo ga, na primer, mi, ker pač vidiš, da drugače ne gre. In ta podporna okolja so super zaradi tega, ker imaš možnost izobraževanj, imaš možnost sodelovati z različnimi podjetniškimi mentori, ki ti omogočijo, da delajo s tabo na tvojem problemu, ne na nekem učbeniškem, ampak pač tvojem problemu. In to je tisto. Poleg tega pa je tudi to zelo pomembno, naprimer, da Primorski tehnološki park nas je tudi, naprimer, nominiral za slovenski startup leta. In bom tako rekla, smo zelo ponosni na dejstvo, da je slovenski startup leta prvič podjetje iz zahodnega delega Slovenije in iz regije, kjer smo. Kjer je zelo veliko, tudi Poprisu so začeli na tem koncu. In šli v svet. Še nekaj pik na i bova naredili. In seveda oni so produkt InnoBox izumili, a lahko rečem tako izumili, a je to popolna novost na zemeljski obli? Če bi tako rekli, bi bili zelo tako petelinasti. Ne, definitivno, bom rekla tako, nismo odkrili neke tople vode. Definitivno ni to zraslo na našem zelniku, da smo zdaj to inovirali popolnoma. Bolj je to, da preden smo se lotili tega pač InnoBoxa in lansiranja na trg, smo dejansko, naprimer, prej imeli krožke in so nas starši potem dobesedno domov klicali. Otrokom je dolg čas, nimate več krožkov, a lahko kaj naredite. In potem je začela zoreti ta ideja, kako bi to pač zapakirali, kako bi otrokom to domov lansirali preko nekega online tečaja, kako bi to naredili. In potem sem dobila idejo, da vse tiste materiale, ki so otroci imeli na krožku, jih zapakiramo, pa pošljemo. Ampak zdaj, kako zdaj to narediti? Ja, seveda pogledaš, kaj počnejo še drugi. In odkrili smo to, da določene kompletke podobne našim lahko kupiš v trgovinah z igračami, naprimer. Ampak kar smo z nečakinjo odkrili, je bilo to, da ko smo kupili nečakinji eno takih za darilo, smo ugotovili, da v realnosti smo 3-krat naredili poskus. Enkrat ga je nečakinja sama, 10 let stara takrat. Enkrat sem ga jaz in enkrat moj mož. In smo prišli do tega, da je vsak naredil po drugemu postopku. In pa smo ugotavljali, zakaj. Zato, ker so pisna navodila bila in so bila zelo zmedeno napisana, ker večinoma žal so te stvari prevedene v slovenščino na hitrco, ker so to produkti iz angleško govorečih držav. In potem priješ do tega, da ona se, naprimer, kot 10-letnica ni ob tem nič naučila,
ker je bilo pač vse tako zmedeno predstavljeno s pisnimi In se navodili. ukvarjala zgolj z navodili. In ne z izkušnjo. Ja, ne in z kako boš izkušnjo. ti navdušil nekoga teči, če bo pač samo bral. Ja. On mora in prav teči. tu je tisto navodilo v slovenščini, kar Tako. si že omenila, prav tu je tista posebnost, ne, teh vaših inoboksov. Kakšno Tako. je zanimanje na trgu? Vedno le večje. Vesela sem, da smo skozi projekt Štartaj Slovenija, skozi prepoznavnost kot slovenski startup leta in seveda tudi s sodelovanjem z Primorskim tehnološkim parkom dejansko postali prepoznavno podjetje. Ampak ne samo kot podjetje, ampak se mi zdi, da počasi tudi v Sloveniji premikamo ta vlak naprej, da naravoslovje ni bav in da je to neka zanimiva zadeva, ki otrokom koristi. Tako da imamo vedno le več in tudi zdaj, ko delamo teste trga, kam gremo zdaj naprej, vidimo, da sploh v tujini to veliko bolj cenijo in je pač to povpraševanje vedno večje. Kam se ozirate, na katera tržišča, na katere trge izven slovenskih meja? Trenutno smo v bistvu že začeli z Italijo, tako da že pošiljamo prve zabojčke in ko si v fazi začetka, ti je vsak mail, ko pride, imate novo naročilo, ne, ko pošlje Amazon Italija, je tako, evo nas, gremo dalje. Zdaj pa pripravljamo z ekipo pravkar z našimi prevajalci, pač, da bomo testirali tudi naslednje trge in bomo videli, kam se bomo pač dejansko usmerili naprej. Zagotovo je to potrebno pri podjetju, iskati vedno nove trge, ampak nedvomno pa stalno iščete nove poskuse, ne? Torej za nove produkte. Ja, ampak to pri nas, bom rekla tako, v trenutni fazi ni problem, ker črpamo iz baze več kot, kaj smo računali zadnjič, več kot 250 različnih poskusov, ki smo jih izvajali 4 leta na krožkih. Ja. Super pa je tudi to dejstvo, da imamo že nekako pregledane, ker vemo, kaj otrokom bilo všeč, tako da bomo šli naprej. Nedvomno. Naj bo ta pot znanstvena, raziskovalna, skratka, in naj obrodi čim več sadov, tudi za voljo tega, da bojo otroci imeli ustrezen pogled na znanost, da se bojo čim več naučili. Najlepša hvala, Teja. Hvala z veseljem. In seveda čestitke celotni tvoji ekipi z najboljšimi željami za naprej.